Vikanje, tikanje. Kaj vam je ljubše? Jaz raje tikanje. Raje tikanje. Ja. Poste v večini. Večina ljudi ima raje tikanje. Ne, predvsem tako recimo, ker je blog, tudi vlog, ali kaj ne vem, kako smo reče, je zelo... Podcast, ne? Podcast, no, ampak te, ne vem, se mi zdi tako, da so zelo osebne zadeve in mi zdi, da je bolj primerno tikanje. Ja, jaz se strinjam, samo vseeno rajš vprašam, ker se danes prvič vidva, tako kot se z večino svojih gostov prvič. Ampak padli ste mi si mi padel v oči nekje na internetu, svojim ustvarjanjem, dokumentarcev oziroma dokumentarnim ustvarjanjem in posebej ena zgodba mi je bila zanimiva, zgodba Iskre. A res? Ja. Zanimivo, mislim, jaz sem se spraševal, a je si ziher prav ga kontaktiral, ne, mislim, kaj pa... A glede na to, kar si slišal, sem prav ga kontaktiral? Ja, polja. In, no, si nisem mislil zaradi Iskr, ne, ampak prav super, me zelo veseli, je taki fajn zanimiva tema. Danes sem bral celo še en članek, sicer iz leta 2008, ampak ne vem, se mi zdi, da je kakorkoli še zmerjena zgodba in film, predvsem zgodba, ki je zelo aktualna, ne? Ja. A zakaj te pa začela zanimati ta zgodba o tem podjetju? Ja, jaz sem, en prijatelj me je spomnil, oziroma mi je govoril, da je prebral neko knjigo in da je res nekaj čudnega, nenavadnega oziroma fascinantnega doma. In seveda take zgodbe iščemo, rabimo, ne. Torej, da imaš material, da imaš kaj raziskovati, da imaš kaj povedati, kaj pokazati in tako. In to je, ko sem to prebral, sem takoj isti dan še dobil kontakt od Janeza Škrubeja, ne, to je bil direktor Iskre Delte in tudi avtor knjige Bitka za informacijsko tehnologijo, ko se mi zdaj se ne spomnim zdaj točno naslova. Hladna vojna in bitka za informacijsko tehnologijo. In potem je minilo 10 let in se je rodil film. Zakaj pa je 10 let trajalo? 10 let je trajalo, ker je bil projekt 9-krat zavrnjen strani Slovenskega filmskega centra, strani Televizije Slovenija in pač utemeljitve so bile različne, ne. Takšne bolj in tudi manj posrečene. In moja vztrajnost oziroma ta tematika ali pa ta knjiga ali pa ta zgodba me je tako pritegnila, da sem vztrajal ves ta čas in sem vedel, da ga bom ta film naredil, ne. Mislim, veliko nas je takih, ki v tem poslu, če ga lahko tako imenujemo, vztrajamo do take mere, da se ne predamo in ne vem, komisije se zamenjajo, vodstva in karkoli, ampak na koncu pridemo do izdelka. Ja, tisto, kar se more roditi, se bo slej ko prej, se mi zdi, da rodil, ker so sile v tem ustvarjalcu premočne, da ne bi tega naredil. Vsaj tako jaz čutim v svojem življenju, pri parih projektih. Ni pač mogoče zatreti te sile. Ne vem, če sem se za to odločil. Sem se za to odločil in tukaj vztrajaš in pač se boriš, ne vem, kako bi rekel. Kaj točno te je pa pri tej zgodbi najbolj tako potegnilo? Mene je potegnilo tale
bolečina glavnega junaka oziroma tega direktorja te firme, da se nikakor ne uspe, še vedno, še danes, sprijazniti s tem, da so mu, kot malo dramatično rečem, da so mu ubili otroka, ne? Ker Iskra Delta je bil njegov otrok, on je bil glava, glav je bilo seveda ogromno, ker to je zelo zahtevna tehnologija, takrat je bila v povojih, ampak je on bil tisti, ki je vse te ljudi držal skupaj. To nedvomno se mu vidi, da je lider in da, kot je Udba zapisala, da vleče množice, ne? Ja, in ta njegova, tudi on se nikakor ne more še danes, ne, čeprav je dobil še po filmu določene informacije, ki so ga pomirile. Mislim, da je prav pred enim letom je dobil neko vnetje cele kože, in sicer zaradi neke novice, ki jo je prejel, kjer pač, dajmo reči, te njegove sume potrjuje, ne. Tale novica je potrjevala, in sicer, da pač je bila Iskra Delta žrtvovana za osamosvojitev Slovenije. Ne mislim direktno in samo Iskra Delta, ampak ta tehnologija, ta podjetja s takim znanjem, ni seveda po mojem mnenju to edini razlog, ampak nedvomno spada na listo teh potreb oziroma nujnosti, ki jih je treba, ali pa nalog, ki jih je treba opraviti. Jih je bilo treba opraviti. Ne verjamem tem osamosvobiteljem, ki so oni zdaj se rekli, sedaj pa konec Madone, so jedli in pili vsa ta leta. Ne, mogoče kakšno že idejo so imeli, ne, pa kakšno željo, ampak to uresničiti moraš imeti zaledje. Za zaledje pa rabiš široka ramena, ne, ali pa... A bi lahko mogoče povedala midva to zgodbo o Iskri, pa ne sam Iskra Delta, ampak Iskra, sam za poslušalce... Ja, kakorkoli greva lahko v detajle. Iskra je bilo eno ogromno podjetje, ki se je bavilo z ogromno zadev je bilo tukaj. Specifika Iskre Leta Delte... 46, ne, je bilo ustanovljeno, če se ne motim? Iskra ne vem, ker to se nisem poglobil. Mislim, da je po vojni. In je to eno ogromno. Ampak problem, da od Iskre, oni se imenujejo deltaši, mi nismo iskraši, to je treba zelo poudariti, ne. To sem rabil tudi nekaj let oziroma nekaj časa, da sem to... Zakaj? Ker so oni nastali iz elektrotehne. In so morali iti, so bili pahnjeni pod okrilje Iskre, ker takrat se je vedelo, da je ta točno, kdo je glava in kdo je od spodaj in drži to piramido gor, ne. Oni so bili zelo posebni. Se pravi, Delta. Delta, ja. Je bila zelo posebna, ker so delali nekaj, kar drugi niso imeli pojma. Predvsem ti partici so bili starejši, o tej tehnologiji niso imeli pojma. Nova tehnologija je bila to, ne? Ja, in sicer so začeli, mislim, da so bili, ne vem, prvi letniki elektrotehnike, mislim, to so ravno kar prišli fantje ven iz fakultete in so vedeli, da vsi največji inštituti da uporabljajo določene računalnike. Šli so do tega podjetja, Digital je bil takrat, in... V katerem letu govoriva? To govoriva v letu
po mojem je tam 78. Sprav konec 70-ih. Ja. Konec 70-ih. Mislim, da je prav 78, da so ustanovili Elektrotehno oziroma Delto. Ne? In to se je v Ljubljani dogajalo? To se je dogajalo v Ljubljani in sicer v nekem skladišču oziroma kar v neki kleti, v neki toplarni, kotlovnici. Tako kot je treba, ne? Mislim, vsi Startup. Ta zgodba je čisto takšna, kot je bila recimo od Bill Gatesa. Bill Gates pa vemo, da poljam njegova mama, ne, zelo tukaj pomagala z vezami in poznanstvi, ki... Pa oče je precej vplivan bil, ne? En najbolj vplivnih odvetnikov v Seattlu. In zato se je tudi tako dobro zaščitil, ne, da pač je on ima monopol in konec, ne. Ta Iskra Delta pa, torej dobili so to začetno znanje, ogromno začetnega znanja iz digitala, so postali vozniki, kmalu pa so videli, da se da, služili so zelo dobro s temi maržami pri uvozu. Uvoz računalnikov. Računalnikov, ampak takrat računalnik ni bil škatla in monitor, ne, in tipkovnica, so bile, ne vem, omare, celi hodniki omar, nekih diskov in nekega, ne vem kaj, nimam pojma, ker nisem šel toliko v tehnično podrobnosti, ampak so se mi zdele bolj zanimive te osebne oziroma te zgodbe, kako je nastalo, kako je zraslo in kako je recimo se prišlo do takega uspeha. Na to torej so začeli te uvožene računalnike oziroma ves ta hardware so začeli sami nadgrajevati, ampak ne samo to, so začeli tudi software programirati na recimo specifike, ki jih je tedaj potrebovala Jugoslavija. Mislim na zavarovalnice, banke, takrat so bile, mislim, da so še vedno vse na IBM-ih. In to je imela čez UDBA v Jugoslaviji. Banke in policija, baje, da so in morajo biti. Ne, ampak to je treba mogoče bolj kakšnega, ki se s tem resno ukvarja in ubada. Tako da so recimo skočile v zelje oziroma ni bilo ravno dobrodošlo, da nimajo, da ne gre to čez neko kontrolo, ne. Zaradi tega so potem tudi iz Elektrotehne je postala Iskra Delta. Zaradi kontrole? Zaradi kontrole, ja, zaradi tega, da spadajo pod neko... da jih imajo pod nadzorom. Ja, pa tudi takrat so začeli združevati, ker potem so veliko podjetij so zavohali, da je tukaj veliko denarja, ne? Da se obrača in zato so politiki rekli, da je treba to zdaj pa združiti in tudi se malo regulirati. In tako so postali Iskra Delta. Prej so bili pa samo Delta ali niso imeli imena? Mislim, da Delta, ampak so bili pod Elektrotehno, ki si ni ukvarjala bolj z ne vem, s proizvodnjo, ampak s preprodajo, ne vem točno, tega segmenta ne povem, ne znam prav dobro. Inače so začeli izredno uspevati bodisi po celotni Jugoslaviji in tudi začeli so ustanavljati podjetja, na primer na Vrbskem jezeru, v Avstriji, in so jih prodali, se mi zdi, kot avstrijski proizvod. In takrat so ustanovili nek najbolj modern šolski center v Novi Gorici, se pravi direktno na meji, ne?
Postali pa so predvsem, kako bi rekel, nevarni, ko so za Kitajsko naredili največjo mrežo za kitajsko policijo. Mislim, da ne vem, če je bil to nek internet oziroma nek intranet. Povezali so ne vem koliko enih 8 ali 10 postaj, največjih mest na Kitajskem. To je bilo leta 1985. Seveda je zanimiva tudi zgodba, ne, kako, zakaj so jim rekli, ne, da pač to rabijo, ne, in sicer za nadzorovanje koles. Nadzorovanje koles. Ja, pač da tam je veliko koles na Kitajskem in da to morajo oni zdaj bodo s tem. V resnici pa je šlo za nadzorovanje, mislim, policijska mreža interna za nadzorovanje ljudi ali pa kriminalcev in tako, ne. Zakaj so se pa Kitajci odločili za tega ponudnika? Ker to je bilo verjetno zelo zanimivo obdobje, ne? 2 bloka še vedno. Jugoslavija je neopredeljena načeloma. Ja. Prav zaradi tega, ker direktno prodajo ne bi dobili, oziroma Američani takrat so imeli še čipe v teh računalnikih, so bili tako kot danes večina, oziroma Kitajska je že, ne vem točno kako je, ampak je zelo že napredno, oziroma če ne že celo prekaša Američane ali pa Tajvance, ne. Zaenkrat mislim, da še ne, ampak ja. So zelo blizu, ne. Ja. Pred 10 leti je bilo skoraj nepojmljivo, ne, zdaj pa smo že tako skoraj tam. Vedeli so, da ne morejo, ne, tako kot takratna Rusija ni, Sovjetska zveza ni, pač NATO je že takrat fajn deloval, ne, in se je vedelo, do kam lahko grejo ti čipi, ne. Za Jugoslavijo pa je Škrubej z svojimi kolegi so šli v Washington in so predstavili ta projekt. Teh dogovorov ni Škrubej nikoli, ko bi rekel, preskočil, ne, oziroma je vedno vse Američanom jih je naznanil, ne, kaj dela, kam grejo, kako grejo in zakaj ta tehnologija. In je rekel, ja, mi bomo za Kitajsko naredili ta projekt, in sicer to ogromno mrežo. Oni so ga debelo gledali in niso verjeli temu, da bo to, da bodo sposobni, ne, narediti. In so jih zanalašč pustili, da bodo videli, do kam bodo šli, če se bo to res uresničilo, oziroma kako morajo biti oni res pozorni, na kaj in na koga, ne, da ne bodo teh napak več ponovili. Mreža na Kitajskem je delala, vse je bilo tako, kot mora biti, razen da, ko so se vrnili, ne, so postali tarča tudi ne samo CIA, ne, ampak tudi KGB-ja. Takrat Sovjetska zveza je izredno zaostajala na tem področju, mislim, da še danes, ne, je to kar problem pri njih. Imajo pa dobrega zaveznika, če ne drugega trenutno. Ja, Kitajsko ima to v misli. Ja. Imaš v misli. Tako da je, so želeli nujno priti do te tehnologije, ustanovili so tudi neko podružnico Iskre-Delte v Sovjetski zvezi, ne vem, verjetno v Moskvi, to ne vem točno. CIA pa je, oziroma to je bila že obveščevalna, jugoslovanska je pa takrat že dobila ukaz od Američanov, da to ne sme se to zgoditi, ne. Dati Rusom
tehnologije. Tako da, ko je Gorbačov leta 86 prišel v Ljubljano, in to direkt, ni šel mimo Beograda, so Škrubeju obveščevalna je, so mu dali neko v žilo, neko injekcijo, da je dobil vročino visoko in Katera obveščevalna je to naredila? Jugoslovanska, da ni se mogel udeležiti srečanja z Gorbačovom. Tako da recimo na fotografijah ni Janeza Škrubeja, ne? Ko mislim, da takrat so bili že v novih prostorih v Stegnah. Kje si pa zvedel, kje si dobil to informacijo, da je on dobil injekcijo? To piše v njegovi knjigi. Aha, on je to povedal. Ja, on to piše v njegovi knjigi in je res, mislim, smešno, ne smešno, mislim, neverjetno je, ne? In tudi cel ta film se mi zdi tako, in oni tudi pripovedujejo sami, kot da je vse skupaj neka fikcija, ne? V resnici je pa vse to res, ne? Kar se je dogajalo. Sem da bolj razumem, ne? Se pravi, Jugoslovanska obveščevalna služba je hotela preprečiti stik Škrubeja z Gorbačovom oziroma z predstavniki, ki so prišli. Ja. Zakaj? A so bili bolj povezani z Američani? Verjetno takrat so se že bolj nagnili na ameriško stran. Razumem. Zanimivo. Pa je to on komu pol povedal, ali je to pol šlo mimo? To je v tistem času. V tistem času, po mojem, se je kar mal pazil, ker tudi v knjigi, ne, tako kot sem danes bral ravno v tem članku iz leta 2008, v knjigi ni nobenih imen, ne. In jaz tudi sem ga skušal, ne, rabimo imena, sicer smo prišli do nekaterih imen, ne, in smo tudi samih kontaktiral, bodisi predsednika Kučana, pa tudi Janeza Zemljariča, smo se 2-krat dobili, ampak slučajno ni imel nič zapisanega v svojih zapiskih o Iskri delti. In tudi se ni spomnil? Tudi. Ja. Okay. Take zadeve je treba nesti s sabo. Ja, morda, ne vem. Zelo zanimivo. Leta 85 sva, ne? Ali 86. Kakšni so bili pol, kakšni taki prelomni dogodki v tej zgodbi? Prelomni dogodki, jaz bi rekel, da so začele, je več zadev, ne, se je dogajalo. Naprimer, slutijo se je že razpad, če smo v letu 89, da bo prišlo do razpada Jugoslavije oziroma da zadeve ne tečejo tako, kot bi morale. Tukaj mislim, da je bila tudi izredna inflacija, neko zelo veliko in pomembno naročilo za beograjsko komunalno podjetje so imeli. Milošević je bil takrat že na vladi oziroma glavni v državi in je prepovedal plačilo Iskri delti, oziroma mislim, verjetno tudi drugim slovenskim podjetjem, in je tako prišlo do velikih težav, ne. Tukaj pa je bil nekdo drug, ki je Iskro delto v zmeri stal na strani, in sicer to je bila jugoslovanska vojska, ki se je zavedala pomena tehnologije in so vedno čuvali oziroma podpirali Iskro delto. Naprimer, tukaj je prav general Mišković. In so jo parkrat prav rešili, ne, recimo
da so pridobili za njih denar, da so lahko izplačali plače in tako dalje. Drugače je, so jim tudi finančnike aretirali, tako da bi prišlo do finančnih težav, ne, in so jim metali iz leve, iz desne, iz vzhoda, iz zahoda so jim začeli metati polena pod noge. Tukaj seveda se je pridružila tudi, ko bi rekel, časopisi, televizija, ne. Mediji. Mediji v tem času so imeli kar take naslove, pač so delali to, kar morajo delati, ne. Podpirati tiste, ki jih hranijo. Podpirati režim, ne? Ja. S propagando. Ja, se ni nič menilo, ne. Ja. Tudi danes. Tako da so prišli do velikih problemov in na kar je Škrubej odstopil in je vedel, da so jih začeli stiskati dobesedno in daviti z vseh strani, ne. Ker bi, ne vem, ne, zanimivo, da Američani delajo točno obratno od vedno. Ne, te startupe izredno podpirajo in jih imajo vse v lasti oziroma pod kontrolo in so vse tam, ne. Njihova stvar, ki seveda jo pol to dobro prodajo po vsem svetu in hočejo tukaj monopol. Če nam ni bilo jasno z Iskrodelto, ne, ali pa z Olivetti ali pa drugimi evropskimi podjetji, ki jih ne obstajajo več, lahko smo dobili potrditev z Huaweijem pred nekaj leti, ko so celo, mislim, da ne vem koga hčerko lastnika v Kanadi pač aretirali in je to veliko vprašanje, kdo ima dostop do tehnologije in kdo ima tukaj glavno besedo, ne. Zdaj, kako bi rekli, Škrubej je tudi dobil tolažilno nagrado, ne. So ga povabili na MIT in je bil tam z vsemi največjimi, ne vem, z direktorji Boeinga in takimi velikimi zverinami, ne. In tudi o tem sem je naučil marsikaj, ne. Torej, da zadeve je treba imeti pod kontrolo, ne. In da ne moreš kar tako sam to po svojih željah razvijati, proizvajati, prodajati. Sploh, da rabiš podporo režima oziroma podporo države? Ja. Drugih aparatov? Ja. Da pač to dajo blagoslov? Ja, imajo drugi tako, ja, dajo blagoslov, da lahko to počneš. To smo videli tudi z Nokio, ne, finsko. To smo videli z ne vem, katera je bila že prva aplikacija, tale za pogovarjanje, ne Zoom, ampak Skype? Ne? Skype, tako, ne, mislim, da je bil Skype baltski. Microsoft ga je kupil. To se kupi in ponavadi se to ugasne, ne. Ja. Ni več konkurenčno, seveda, in Kaj se je pa pol zgodilo, recimo? Zdaj so lepo kronološko. Kaj se je pol zgodilo? Recimo, danes sem si prav s tem člankom ponovno osvežil malo spomin. Ja, na primer je, se pravim, veliko ljudi je zavokalo, da se da tukaj precej zaslužiti. In
so pač preprodaj, najlažje uvažati in zamenjati nalepko in preprodajati. To so učitelji tudi Iskri Delti. Ne? Jaz sem skušal dobiti te ljudi, ki so te stvari govorili, ampak to je bilo predvsem blatenje in podtikanje lažnivih laži, ne, da pač nekoga diskreditiraš, ker nobenega nisem našel, nobeden valjda ni se upal pred kamero. In pol sem to razumel, ne, da je bilo to. Tudi Udba je imela to nalogo, da se na tak način piše o Iskri Delti. Vsaj tako po poročilu, ki sem ga prebral, ni izgledalo, da je bila neka resna tukaj raziskava narejena, ampak da je bilo bolj, ne vem, da so se fantje dobili pri eni mizi in se zmenili, kako mora biti poročilo napisano. Torej, kaj so jim učitelji, da so oni kupovali izdelke zunaj Jugoslavije, tako, zamenjali brand in potem prodajali po Jugoslaviji? Ja, ampak to ni dovolj, ne? Ti moraš tukaj dokazati, mislim, kje so dokazi, kateri del, zakaj, na kakšen način. Ni to je bila narativa samo. Ja, tako, ne. Kaj pa so dejansko delali v Iskri Delti po tvojem raziskovanju, če niso tega delali? Oni so razvili na primer računalnik Triglav, ki je bil takrat edinstven, ne? Zdaj, oni so sistem Gemini, ki naj bi, zdaj bom jaz, upam, da ne bo kakšen računalničar tega poslušal. Lahko tudi naknadno paralelno, ne vem, kaj računanje ali pa čipi, ne vem. Mislim, so bili nenazadnje, lahko rečem, da so šli, profesor Brajak je šel z profesorjem Železnikarjem, so šli predavati na na ameriške univerze. To so delali v Iskri Delti. Torej, Američani navadno ne vabijo kogarkoli na njihove univerze, vejo točno zakaj in kako in kaj bodo od tega imeli. Ta računalnik Triglav, ne? Katerega leta je to bilo, če se spomniš, pa kakšen je to bil? 85, 86, videli smo ga lahko tudi v restaurirani verziji Poletja v školjki, zdaj pred kratkim. To je bil ta računalnik Vedi, ne, ki ga naša generacija pozna. Koliko je bil to velik računalnik? Mislim, če lahko gledam. Takrat so bili, naprimer, če govorimo o Triglavu, to je bil zelo mali računalnik, niso bile več te omare in se je vse na par kišt to, ne. Aha, vidim, ja. Tole, ne? Ja, to je imel krasen, recimo za leto 85 je imel krasen dizajn. Mogoče lahko Luka da noter sliko v video, ko bo zmontiral, da bojo tudi poslušalci videli. Vid Brataševec je bil oblikovalec tega računalnika in bil, ne vem, je imel že tako, da si lahko diskete zatikal noter, svinčnike in so tukaj kar bili izredno inovativni, nedvomno. Ja, leta 85, ja. In zmeri delovali v neki taki atmosferi, ne, se skrivali, se dobivali v takih... Mogoče kot zanimivost, ne. Trdi disk, se pravi kapaciteta prostora, je bila 40 megabajtov pa 80 megabajtov, ne. To sta bile dve verziji. Zdaj, če si ljudje predstavljajo, kaj bi dal za primer, mogoče ena glasba, ena skladba na Spotifyju je po moje 10 megabajtov, bi rekel, do 20, če je dobra kvaliteta. Mogoče bi ta računalnik 2 skladbi lahko imel gor na pomnilniku. To, da si znajo predstavljati mogoče ljudje, ne? Kaj je to 40 let nazaj pomenilo. Ja, in kaj je pomenilo, je predvsem to, ne, kar bi še dodal, in mi je bila odlična izjava, ne, ki bo marsikoga razjezila, ma se je prav, ne,
to je zdravo, da je Iskra Delta s tem kitajskim projektom praktično, da je kitajska reinkarnacija Iskre Delte. Aha. Torej, kaj se je zgodilo po tem projektu? Seveda, ali med tem projektom, treba je bilo izšolati te Kitajce, ki tega niso imeli in niso imeli kje se soočiti s to tehnologijo, jih je bilo treba izšolati. Izšolali so se v Novi Gorici, v tem šolskem centru Iskre Delte. In takrat je prišlo enih 100 teh inženirjev, ki so vsi odlično govorili, ba je srbo-hrvaško že, ko so prišli že softwarjem, recimo, srbo-hrvaškim. Ja, takrat lahko rečemo, da je se začela, bi lahko trdili, da se je začela tale kitajski vzpon. Huawei tudi ni nastal pred 10 leti, ne? To je podjetje, ki ima že eno ogromno tradicijo. Ja, pa odprli so se malo bolj kapitalistično glih v tistem času, ne? Neke reforme. Odprli so se sicer v eno smer, ne? Niso se odprli navzven, da bi drugi not prišli, ne? Tako da to so tudi zdaj polemike s temi tarifami, ne? A je bila to dobra odločitev Združenih narodov pa tega trgovinskega tudi oni radi imajo svoje zadeve pod kontrolo, ne? To so to pa vladajo, ne? To je res, ja, to je res. Kaj si pa zvedel o ekipi Iskre Delte? Kakšni so to bili ljudje, kako so delali skupaj, zakaj so bili takšni, ki so bili? To lahko ogromno paralel povlečemo bodisi z Stevom Jobsom oziroma z Wozniak, mislim, da je bil njegova desna roka oziroma glava, ne, vsega skupaj, kar se tiče tehnologije. In tukaj je bilo isto, ne, na pol hipiji, ne, so bili, glede na tiste čase, ne, in so kakšne substance, a so kadili travo, tako me malo zanima. Če je bila tudi ta vpliv, ne, ko v Ameriki se je to sicer malo prej, ne, dogajalo, ko si omenil Steve Jobsa. Zdaj, oni so kar bili, ne, fajn. Jaz dvomim, mislim, jaz sem spoznal kot starejše gospode že, ne, dvomim in predvsem sem tudi, to je res, da sem predvsem z glavnimi, kako bi rekel, vodji raznih branž, ne, govoril. Dvomim, ker, ne vem, se mi zdi, kar sem v njih tako videl, je, da so bili izredni zanesenjaki, predani totalno temu raziskovanju, študiju in ustvarjanju. Teh računalnikov. In da so delali dneve in noči in kakšno pivo, marsikatero je šlo, ne, to se vidi tudi v filmu. Ampak razumem, ja, nisi videl zametkov ali pa kakršnih koli znakov. Ne, jaz mislim, da to recimo je kar, ne vem, ne bi rekel. Ne vem, jaz mi zdelo zelo, da so pridne mravljice, izredno pridne in da so to delali dneve res in noči. Ja, ne, sej, jaz sem dostikrat imel mogoče kakšne starejše ljudi tukaj kot goste, pa so bili v tistem času umetniki, pa v alternativni sceni, ampak do Jugoslavije te substance enostavno niso prišle, ne. Niso bile toliko popularne. In tako pač je bilo, ne. In to sem že večkrat občutil, ne. Medtem, če govoriš z nekim umetnikom, ki je živel v tistem času v Ameriki, sploh na tej zahodni obali, to je nemogoče se je bilo temu izogniti, ne. Ja, mogoče, da je tudi dosem bilo, predvsem v umetniških krogih, ne pa toliko v znanstvenih, ne vem, ampak nimam pojma. Ja, tam se je, sploh zaradi Stanforda se je to vse mešalo
ta dva aspekta. In neke teorije obstajajo, da glih zato je tisto področje, pa Silicijeva dolina, nekako kontribuirala toliko za našo človeštvo, pa take spremembe so iz tam prihajale, ne? Ker je v bistvu bil tak juha, ki se je skuhala, ne? In ideje so se zmešale in spiritualni vidiki, droge, umetnost, potem pa še tehnologijo dodamo, ne? In to vse zmešamo in dobimo neko revolucijo, ne? In del nje je bil tudi Steve Jobs, ne? To je on večkrat govoril, koliko pomembne so bile te izkušnje za njega, pa za njegov ne? Ja, nedvomno je bil nek velik vizionar in verjamem, da mu je marsikaj tukaj pomagalo, ne? Tudi pri teh iznajdbah. Ja, sem glih zadnjič najdel njegov intervju, mislim, da je glih leta 86 v Playboyu imel intervju in novinar ga sprašuje o tej revoluciji, ki prihaja, računalniški evoluciji oziroma revolucija osebnih računalnikov, ker računalniki so že prej bili, ampak jih ni imel vsak. In vedel je, v bistvu videl je, točno je videl in je zelo jasno to povedal, kaj se bo zgodilo in točno to se je zgodilo, ne? In se mi zdi, da obstaja veliko enih usporednic z današnjim časom, ki smo mogoče pred neko novo revolucijo zaradi umetne inteligence, a ne? In eni ljudje, bi tako rekel, no, vidijo več, vidijo dlje, vidijo več nivojev, a ne, tega, kar se dogaja, ne. In tem ponavadi rečemo vizionarji, ne. In verjetno so te ljudje tudi imeli to karakteristiko. Gotovo na ja, jaz mislim, da ja, zdaj niso vsi Steve Jobsi, ne, to je res, mogoče ne tako veliki, ampak nedvomno bi se čisto drugače išlo, če bi imeli podporo okolice, ne samo recimo politike, tudi gospodarstva, mislim, vsega skupaj, ne. Da bi navijali za njih, ne? Da bi navijali, ne. Saj, mislim, to v Ameriki vedno, oni znajo izredno navijati sami zase, oziroma itak, ne, poskrbijo samo zase vedno in najprej. Ja, škoda je. A misliš, da bi to bila neka zgodba, ki ne bi takrat zamrla, pa bi se lahko razvila v neko veliko zgodbo, pa bi bila tudi... Absolutno je imela vse nastavke za to, da bi to ratalo. Ampak sej pravim, ne, če ti od medijev do politike, do gospodarstva oziroma do tudi zunanjih obveščevalnih sil, mislim, ni to sta dve največji, ne? Ja. Da se ti ena te recimo omejuje oziroma in druga pa bi od tebe želela nekaj, kar niso želeli takrat dati, ker so vedeli, kaj da jim bo grozila smrt in razpad države, da se ti dogaja vse ob istem času, je to je bilo vse prava kombinacija, evo, za smrt. To, kar so v ekipi govorila, kaj je pa motiviralo te ljudi, da so to ustvarjali? Nekaj zelo preprostega, ne. Njihov lider, ki mi je jasno rekel, mi želimo biti boljši od IBM-a, ki je bil takrat itak nekaj največjega in najbolj vplivnega na svetu, ne. Evo, tak norc, vizionar, se oproščam. Ne, sej v pozitivnem smislu. Ja. Sej, če si v bistvu toliko drugačen od ostalih, si za druge norec, a ne? Sej, to je čisto jasno, ampak lahko je to pozitivno. Kako... Ne, jaz rabim norce nujno za take filme, ne? Ja, to, kar si rekel, da so žrtvovali Iskro, Delto, a ne? A malo več o tem poveš, če to razširiš, kaj si s tem mislil? Mislim, da je
žrtvovali Iskrodelto za zameno. Samostojno državo. Ja. Ja. No, da so odločevalci želeli ali pa zahtevali, da se Jugoslavija, Slovenija, novo nastala država odpove marsičemu. In če že spet omenim ta članek iz leta 2008, ne, torej v nedeljo, mislim, da je bilo, nedeljcu, ja. Ja, mi lahko pošljaš ta članek, da ga polinkamo? Ja. Sem ga lih danes prejel, je malo stara, slaba sken in to. Da se pač je treba nečemu odpovedati in torej tukaj je seveda potem tisti, ki je prišel, in seveda niso prišli sem Sovjeti, niti Rusi na to, ne, ampak so prišli Američani s svojimi podjetji oziroma zahodnjaki s svojimi podjetji in tako smo kupili vse od njih. Aha, ne, so si sprav ni bilo nastavili prostora nov več trg, za- nov trg. To, z druge strani pa, kar je absolutno jasno, in tudi to, da te tile priznajo, torej so to zahtevali, z druge strani, in to največje dve najbolj pomembni državi sta in Vatikan in ZDA, recimo pri tem, ne, potem drugi takoj se vsujejo. Za priznanje, ne? Za priznanje je recimo Vatikan zahteval, da se vrne premoženje cerkvi in se pač cerkva Ojača ali pa ja, dobi svoje mesto. Ja, da dobi ponovno svoje mesto, ki pripada. Evo. Pa se je vse zgodilo, ne, se mi zdi. Ja. Zanimivo, kako na teh nivojih, ker večina nas nismo udeleženi v takih pogovorih ali pa v takih sobah, ne? Ampak zagotovo se taki dogovori dogajajo, ne? In to je zelo zanimivo. Da, absolutno, meni je bilo najbolj fascinantno, ko smo se dobili z gospodom Zemljaričem, tam nekje pri, mislim, da na Viču so bili ti njegovi prostori. In da vidiš, ne, čeprav ni nič povedal, ne, sem z opazovanjem si že videl ogromno, ne. On je imel na dan več sestankov, kot nek direktor, ne vem, banke, ne. In imel je, mislim, da ne vem, čez 82 let, ne vem koliko. Zdaj ti je pa čudno, da je imel toliko sestankov. A to lahko malo razširiš? Ja, imel je sestanke, ker so se z njim bivši ministri srečevali pred našimi očmi, tam natakarji verjetno znajo tistega lokala marsikaj povedati, ne. Ja, imajo neki ljudje, imajo tukaj izredno moč še po teh njihovih mandatih, ne. Se pravi, če te prav razumem, to je vpliven gospod, verjetno, precej, ampak nima bil, pokojni je, ampak par let je, mislim, da je čez 90, ja, doživel. Ja. Potem pa ni imel neke jasne pozicije pa funkcije, ampak še vedno je bil vpliven. A te prav razumem? Ja. In tukaj se dogajajo zares super pogovori na zelo, in tako kar odprti, ne, se mi zdi, kako si nekaj razdeliš, ne. A imaš kakšen primer, da si znam ne vem, predstavljati? dajmo reči neko področje Šiške, ne, kjer naj bi to, oziroma bi lahko pa tudi nekaj drugega, ne. Tisto nekaj drugega je mogoče manj rentabilno, kot če bi bilo nekaj tretjega, ne. Torej, tisto tretje bo zmagalo, ne. In tukaj odzadaj so seveda stiski rok in marsičesa drugega še, da se to uresniči, ne. Oziroma, da se po takem scenariju uresniči, ne. Da ostanemo pri filmu, da ne bomo šli preveč v... No, in to sem, če si malo zbujen, ne, in če si seveda v takih krogih in da malo opazuješ, to vidiš in čuješ.
Kaj pa misliš tako globalno, kdo Še so taki hujše. ljudje? No, recimo, tako me zanima, če... Ja, še hujš. Mislim, s takmi nisem sedel in tudi upam, da ne bom sedel in niti gledal, kaj delajo. Vidimo pa, da se to dogaja, ne? In da je res na čem sem. Spravi, to so v bistvu posamezniki, ki imajo neko moč, ne? Pa so znani javnosti ali... Jaz bi rekel tako, ne? Zdaj ne moramo reči, če gledamo, ker mene ne zanima preveč, ne, recimo, kaj se dogaja in v Združenih državah in v Rusiji, ne? Ker pogledam naše, ker je fajn začeti vedno doma. Če gledamo te naše politike, če gledamo ta Evropski parlament, a je to normalno, kar se tam dogaja? A vemo, zakaj je nastala Evropa? S kakšnim namenom? Imamo zgodbo, zakaj je nastala. Zaradi miru, ne? Zdaj pa gremo v biznis. 800 milijard bo in že spet smo tam, ne? To bomo zdaj to razdelili, ne? Za orožje in za farmacijo ni nikoli problem, ne, priti do denarja, ne, ko je treba kakšne šole, kaj dati za kulturo, za kulturnike, kakšne dodatke tistim 5., 6., 10., 15., ki so prejeli Prešernove nagrade. Takrat pa ne bomo dali niti centa. Mislim, meni to vsekakor, da se povrnemo na te naše voditelje, ne, na njihovo obnašanje, na njihove že sama izgled, podoba, oči. Mislim, da je nekaj hujšega tukaj kot samo droge, ne? Vmes. Kaj pa? Da niso, absolutno mi ne delujejo, kot da bi se imeli pod kontrolo. Aha. Da jih ima nekdo drug. Pa nočem reči, da zdaj, da je bili to daljinsko vodeni ali pa ne. Ampak neki interesi imajo velik vpliv na seveda, akcije posameznikov. Na to, da gre denar, da grejo ti oceani denarja, da se iztekajo v določene zadeve, ki jaz jih ne razumem. Ker ti ne boš nekoga nadvladal, če ne boš imel 2-krat toliko orožja kot on, če smo že pri temu. Torej kaj? A mislimo mi v Evropi, na primer, pridobiti 10,000, dajmo reči 14,000 jedrskih raket, zato da bomo na mal višji, oziroma ta glavni, great again. Mi ni sploh jasno, kam nas ti pajaci peljejo, dobesedno, ne. Ja, se mi zdi, da je zelo pomembno govoriti o izgubljenih potencialih družbe. Ko smo v Iskri govorila, mi je to pač padlo prvo na pamet, ne? Mi ne vemo, kakšna je alternativna zgodovina, mi ne vemo, koliko je dobra ta naša premica v tem vesolju, ne? Koliko bi bila boljša neka druga. In zagotovo se zaradi teh interesov zgublja potencial vsakodnevno v družbi za boljši svet, ne? Ja, ni treba neka alternativna zgodovina. Mislim, že dobro, da bi poznali sploh zgodovino, ne? Jo malo obnovili, da se ne bi tako ponavljala kot se, ne? In se kaže, da smo ponovno začeli nek nov krog. Ja, bi bilo dobro, da bi ta denar dajali za to, da bi mogoče malo več študirali zgodovino, in pa tudi druge predmete, nimam nič proti, ne, v šolah, univerzah, ustanovah,
da bi se v to vlagalo. Tukaj vidim nek smisel, ne? Se tu, kar ti delaš, je tudi pripomore k temu, ne? Ker dokumentarce je lažje pogledati kot prebrati knjigo, ne? In sigurno je tako dostopa sporočilo do večjega števila ljudi. Ja, vsekakor dokumentarc ni knjiga, hvala Bogu, ne? Ni, ampak je bolj dostopen medij, ne? Bi jaz rekel, za večino ljudi. Žal ja, se strinjam. Ima svoje zakonitosti, tako kot jih ima knjiga, tako kot jih ima neka znanstvena raziskava, študija. Mislim, da je tukaj predvsem neko zgodbo, je treba povedati tako, da bo gledalca držalo. Dramaturgija je pomembna, bolj kot podatki in tako dalje in tako dalje. Ne? Mislim, ja, je drugačen medij. Kaj si pa želel sporočiti s tem filmom o Iskri? Jaz sem želel sporočiti aktualnost, kljub temu, da je zgodba precej stara. In sicer aktualnega je v tem, da je to izredno pomembna tehnologija in tako kot je tehnologija pomembna, zaradi tega mora biti pod nadzorom. Ne? Mediji so tudi izredno pomembni in so pod izjemnim nadzorom. Zanimivo je, ne vem, bi bilo fajn dobiti kakšno statistiko, koliko se subvencionira medije, ne, in katere medije to je, ne, naprimer, verjetno ti nimaš nekih subvencij, ampak se... Imam minus, če koga zanima. Ja, tudi to je pomembno, ja. Ne, mislim, da vsekakor veliko se, predvsem mladi, grejo k tem alternativnim virom informacij, ne, v alternativne medije, kot so podcasti in pač vsi ti vloge. Ampak tudi tukaj se nadzirajo, ne, zadeve, tudi tukaj se YouTube kanali oziroma Facebook kanali ali pa bilo kateri drugi kanali ukinjajo, ne. Ja, ampak jaz sem imel vse žive tematike v teh 200 epizod, nikoli nisem imel težave na internetu. Tudi če bi mi Google kot lastnik YouTubea recimo onemogočil objavo, še vedno je tukaj RSS feed, na katerem živijo podcasti, in to je odprtokodna rešitev, ki ne more noben cenzurirati. Ne? Do RSS feeda lahko kdorkoli pride, ne? Ja, to je, ja, so alternative, se jih dobi in tako, ampak je problem, da ker nekdo misli, ne, da je internet zdaj od vseh, da je svoboden in to ni, ne, in tudi to ti bi povzročilo veliko težav, če, naprimer, je nekdo, večina je navajena, naprimer, na neko platformo in zdaj, da se ti nekam drugam preseliš. Imaš manjšo distribucijo. Moraš začeti par korakov nazaj, ne, oziroma ja, je težje mogoče te najti ali pa ne vem kako. Absolutno se strinjam. Če pa pogledava, kako je bilo to včasih, ali pa kako je bilo to prejšnji teden, ki se je meni zgodil, ne, tradicionalni mediji posnamejo prispevek, ne vem, 1 uro je trajal intervju, bilo mi je obljubljen, da bo celotna stvar objavljena, potem je bilo pa prikazanih 2 minute mojih odgovorov, tudi kronološko pomešani, razrezani na točno določen način, da so neko narativo sporočali. In svet, kot je prej obstajal, kjer so bili samo taki mediji na voljo, to je grozljivka. Ne? Jaz sem prav v tem primeru sem videl, kakšna grozljivka je to lahko, ker ti nimaš nobene opcije glasu. Tukaj pa saj imamo, ja. Zdaj sem lahko to povedal. Si pa lahko že vesel, da so te sploh povabili. Ja, to res ker, naprimer, nekatere, ki so tukaj zelo škodljivi, sploh jih ne obstajajo in ne pridejo sploh do besede. Ja, mislim, jaz nobenemu ne želim tazga prispevka, zato ker je nemogoče jasno povedati svoje
notranji svet sporočiti, če te nekdo razreže, kot bo želel. Potem je boljše, da si tiho, da te ni. To je moje mnenje. Boljše, da je nič, kot da je nekaj neresničnega. Ja, zdaj to montažeri ne bi bili veseli, ne, zdaj teh tvojih sem jim povedal, ker bi, mislim, ne govorim tam konkretno, ampak njihovo delo je, da režejo, da naprimer filme, karkoli in da se stavljajo, ne. In zdaj, če imaš v 2 minutah, ne vem, sloti so po pol minute ali minuto in pol prispevki na televiziji, na, ne vem, poročilih in tako da ni ti lahko narediti, oziroma 10 minut stlačiti v minuto in pol. Potem je nemogoče govoriti o kompleksnih temah. Verjamem. In to sem jaz se naučil, bil sem preveč naiven, ampak kompleksno vprašanje, težko vprašanje, zahteva kompleksen, večplasten odgovor in to pač ni format za take debate. Tako je, in se zaključi. In so to bolj primerne, naprimer, in radijske, in pa ne vem, ali pa polnočni klub, ali kateri so bili, ne vem, niti programi oziroma oddaje, ki... ja. Se strinjam, ja. Pač napaka, kaj ne bom več ponovil, ampak... Jaz sem vesel, da živimo v svetu, kjer je več možnosti za komunikacijo, no. Kot je bilo to prej. Tudi te fantje iz Iskre, ne, če bi se to danes dogajalo, bi lahko na nek podcast prišli, to povedali. To se ne bi dogajalo danes, ker bi jih že prej ta pravi, ali pa ja, tisti, ki imajo več časa, jih bi pokupili oziroma pač bi delali za njih. Razumem. To se reče, to danes ni več možno, ker prvič to veš, hitreje preizveš, kdo kaj dela in ga tudi ja. Se pravi, večja entiteta prevzame in tako. Kup. Ja. Ja, to tudi ni toliko. Dobro. Ja, tako je. Ja, jaz bi se ti rad ful zahvalil za tvoj čas. Jaz pa tebi. Zelo mi je bilo v veselje, pa užival sem, pa hvala ti za to zgodbo, pa za vse, kar ustvarjaš. Hvala. Prosim, bodi dobro.